Profesor Hrvoje Klasić, dobrodošli na Valu 202. Hvala na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pogovarjamo se o vašem kabinetu na Filozofski fakulteti v Zagrebu, seveda veliko knjig, tudi dve sliki Churchilla, Lenina. Delite to s kolegi, ne? Ta mali prostor. Da, ovo je stara zgrada. Da, to je stara zgradba. Gre za socialistično gradnjo, ki se je ob nedavnem potresu v Zagrebu izkazala za zelo trdno. Preživela je brez večjih poškodb. Tukaj je precej utesnjeno, zato tu preživimo res le najnujnejši čas. Dosta je skučeno, tako da ovdje provodimo minimalno ono što moramo vremena. Sicer vse skozi potujete, predvsem po državah nekdanje Jugoslavije. Ko sva se dogovarjala za intervju, ste omenili, da ste na poti iz Sarajeva v Trst in da ste se s snemalno ekipo ustavili v ljubljanskem kliničnem centru. Zakaj? Da, počeo sam snimati novu dokumentarnu seriju, 6 epizoda, naziva Titova Jugoslavija. Začeli smo snemati novo dokumentarno serijo z naslovom Titova Jugoslavija. Zakaj Titova? Da nakažemo, da ne gre za kraljevino, pa tudi, da se ne ukvarjamo z obdobjem po sredini 80-ih, ko je Jugoslavija začela razpadati. Zanima nas Jugoslavija kot integracijski projekt. Snimamo že nekaj mesecev. Bili smo v Ljubljani, Trstu, na Golem otoku, na ladji Galeb, odpravljamo se še na Kosovo. Snimamo po celotni nekdanji Jugoslaviji, opravili smo že okoli 35 intervjujev z zgodovinarji iz regije in tudi iz Evrope. Snimili smo već nekih 35 intervjua sa povjesničarima iz bivše Jugoslavije, ali i nekima koji su dakle iz Evrope. Kaj vas najbolj inspirira v enačbi Tita in Jugoslavije? Česa pravzaprav še ne vemo o Josipu Brozu? Zdi se, da smo že vse prebrali in slišali. Pa mislim uvijek, ko prvo, dakle, ovo neće biti serija o Josipu Brozu Titu, nego o Jugoslaviji. No, najprej ta serija ne bo o Titu, ampak o Jugoslaviji. Vedno se pojavijo novi dokumenti, ki sicer bistveno ne spremenijo zgodovine, gre bolj za interpretacije. Na teh prostorih je največji problem prav v interpretaciji istih dogodkov. Kar je za ene zmaga, je za druge poraz. Tisti, ki so za ene junaki, so za druge zločinci. Premalo pozornosti se posveča odtenkom. Stvari so pogosto predstavljene črno-belo. Ljudje se na naših prostorih do zgodovine pogosto obnašajo, kot da so v samopostrežni trgovini. Ljudi se na ovim prostorima prema prošlosti odnose kao prema samoposluzi. Uđu u nju onda kada sami to požele i uzmu iz nje ono što im u tom trenutku najbolje treba. V zgodovino vstopajo takrat, ko jim to ustreza, in iz nje vzamejo tisto, kar jim v določenem trenutku pride prav. Ja pokušavam na neki način doprinijeti boljem razumijevanju prošlosti i kroz serije koje radim. Če smo da vseeno ostavimo malce pri tej bodoči seriji Titova Jugoslavija in seveda tudi Titu, ena izmed manj znanih morda interpretacij, tudi debat je, da Jugoslavija morda ne bi razpadla ali pa ne bi tako krvavo razpadla, če bi se Tito pravi čas umaknil, predvsem liberalcem, ne, v Sloveniji Kavčiču, pri vas Miki Tripalu pa Lati Gimperoviću v Srbiji. Je kaj soli v tej tezi? Baš sam nedavno intervjuirao jednog od najpoznatijih slovenskih zgodovinara, povjesničara Božu Repea. Nedavno sem se pogovarjal s slovenskim zgodovinarjem dr. Božom Repetom. Vprašal sem ga podobno. Povedal je, da ni pravično obtoževati Tita za te stvari, ki so se dogajale po njegovi smrti. Pa bi bila Jugoslavija videti drugače, če bi se umaknil. Mislim, da je konec 60-ih odpeljal zadnji vlak, ko je bilo morda še mogoče Jugoslavijo reformirati na nekakšnih socialno-demokratskih principih. V vseh republikah so bili posamezniki, ki bi lahko izvedli reforme. Poskus ni uspel. Prav tako nisem prepričan, če bi to preprečilo vojno. Bolj ključen je bil prevzem oblasti Slobodana Miloševića v Srbiji. Če bi takrat zmagal Ivan Stambolić, bi bil razpad Jugoslavije gotovo drugačen. I čak bi i u tom slučaju bi raspad vjerojatno izgledao bitno drugačije. Poleg odmevnih TV dokumentarnih serij, predvsem tiste o partizanih, zdaj snemate tudi podcast, z naslovom Kontrapovest, kontrazgodovina. Zakaj ste se odločili za popularizacijo zgodovine na takšen medijski način? Vas kolegi akademiki, profesori zaradi tega morda gledajo tudi po strani?
Pa dobro, nikad nisam radio ništa zbog toga da bi se nekome svidio ili da bi dokazao kolegama nešto. Nikoli nisem ničesar počel zato, da bi se komu prikupil ali se komorkoli dokazoval. Sem znanstvenik, izredni profesor na fakulteti, objavljam znanstvene članke in knjige. Ugotovil sem, da je družba, v kateri živimo, preveč obremenjena s preteklostjo, mlade generacije pa so drugačne. Iluzorno je pričakovati, da bodo ljudje brali znanstvene razprave, če želijo priti do informacij. Zato sem se odločil združiti znanstveno znanje z novimi tehnikami in metodami. Pišem kolumne, nastopam v javnosti, snemam podcaste, dajem intervjuje. Imam še rezerve, saj namenoma ne uporabljam družbenih omrežij. Verjetno bi s tem dosegel še več ljudi, a se v to ne spuščam. Kar že zdaj počnem, je čisto dovolj. Mislim, da je dolžnost vsakega intelektualca, da sodeluje v družbi, v kateri živi, tako kot mora zdravnik reagirati na zdravstvene probleme, mora zgodovinar reagirati na zgodovinske travme. I mislim da ja kao što mislim da svaki liječnik mora reagirati na probleme zdravstvene u društvu, tako i povjesničar mora reagirati na probleme u društvu. Gremo konkretnim zgodovinskim prelomnicam, tudi obletnicam. Maja je minilo 80 let od konca druge svetovne vojne. Zakaj imamo na našem področju tako diametralen pogled, predvsem na razplet? Če poslušamo politike, se zdi, da še zdaleč ni jasno, kdo je zmagovalec, kdo poraženec, kdo kolaboracionist, kdo je ubijal, kdo je umiral. Prej ste že omenili zgodovino kot neko samopostrežno trgovino. Verjetno da je tukaj politiki pa neki medijski voditelji jemljajo s polic, tako kot jim nekako je prav. Prije svega nismo jedini u tome, u takvim problemima. Grčko društvo je jako podijeljeno po pitanju prošlosti, španjolsko društvo je jako podijeljeno po pitanju prošlosti, irsko, da ne spominjem, ili englesko. Nismo edini. Grčija, Španija, Irska, tudi Anglija, vsa ta družbena okolja so razdeljena glede zgodovine. Eden glavnih krivcev za zgodovinsko razklanost pri nas je komunistični režim, ki je od leta 1945 naprej določene dogodke poveličeval, druge pa zamolčal. Govorili smo o zmagah partizanov in uspehih komunizma, o zločinih se ni govorilo. Čeprav so ti zločini prizadeli naše sodržavljane. Njihove družine so morale molčati. U jednom trenutku, dakle krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, kada se počelo slobodnije govoriti, odjedanput su i ti ljudi dobili pravo na javnost. Ko se je konec 80-ih in v začetku 90-ih začelo svobodneje govoriti, so tudi te družine dobile pravico do glasu. Tako se je oblikovalo dvoje različnih narativov, ki se pogosto med seboj ne ujemata. Drugi pomemben dejavnik je vojna, predvsem na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Leta 1991 je Hrvaška izstopila iz Jugoslavije, nasprotovala je komunizmu, napadla jo je Jugoslovanska ljudska armada. Podoben primer so nato začeli iskati tudi v preteklosti. Recimo leta 1941, ko si je Hrvaška tudi želela neodvisnost, pa je na koncu pristala v Jugoslaviji. Ustvaril se je občutek, da so bili vsi, ki so bili za Jugoslavijo, torej partizani, komunisti, Tito, slabi, tisti, ki so si želeli samostojno Hrvaško, tudi ustaši, pa dobri. Nacionalizem je postal bolj sprejemljiv kot internacionalizem. Četniki so v Srbiji boljši od partizanov, ustaši na Hrvaškem prav tako, domobranci, Rožman in drugi v Sloveniji postanejo bolj sprejemljivi kot Osvobodilna fronta in partizani. To je nevaren obrat vrednot. Dakle, da je taj nacionalistički pristup uz sve svoje probleme bolji od internacionalnog pristupa. Je težava tudi v vlogi Jugoslovanske ljudske armade, ki je bila vendarle naslednica partizanske vojske, neke te pozitivne ideje, ki pa se je ob teh spopadih, konfliktih postavila na nepravo stran, ni bila na strani ljudstva, naroda, kot je imela v svojem imenu. Da, ali v tom je problem, što dakle... To je težava, ker zgodovine ne moremo tolmačiti za nazaj. Dejanja Jugoslovanske ljudske armade leta 1991 ne morejo biti merilo za ocenjevanje tega, ker je ta vojska bila desetletja prej. V 50., 60. in 70. letih je bila Jugoslovanska ljudska armada vojska, ki je branila Jugoslavijo, tudi Slovenijo in Hrvaško.
To, da je leta 1991 napadla Slovenijo in Hrvaško, je treba obsoditi, a to govori o armadi iz tistega časa, ne o partizanih iz leta 1941. Ali to govori o armiji iz 91. a ne o armiji iz 61. ili o partizanima iz 41. Odnos do ustaštva je na Hrvaškem kar večna tema, nekaj ste že omenili. Zakaj je pravzaprav velikokrat umanjka ta kritična distanca? Vi ste zelo kritičen in seveda ste tudi sami deležni kritik, ne, z svojim kritičnim odnosom do ustaštva. V čem je največji problem? Pa, kažem, jedan od problema je ono što se događa u ljeto 45. godine. Po leti 1945, po predaji ustašov pri Pliberku, je jugoslovanska vojska, po nekaterih ocenah, ki niso natančne in nikoli ne bodo, pobila okoli 80.000 vojnih ujetnikov. Šlo je večinoma za Hrvate, predvsem ustaše, pa tudi za nekaj domobrancev, slovenskih domobrancev, četnikov iz Srbije in Črne Gore. V številnih hrvaških družinah je bil kdo med temi žrtvami. 45 let o tem niso smeli govoriti, ali pa so se morali molče strinjati, da so vsi ubiti zaslužili smrt. Šlo je za veliko travmo, ki je rodila močan odpor do komunizma in hkrati določeno toleranco do ustaštva. Ti ljudje so začeli gledati na ustaško gibanje izključno skozi prizmo žrtve iz leta 1945, ne pa skozi zločine med letoma 41 in 45. Poleg tega je bil leta 1991 hrvaški nacionalizem odgovor na srbski nacionalizem. In kdo je bil lahko zgled? Spet ustaši, ki so se leta 1941 prav tako borili proti srbski nadvladi. In pod to krinko nacionalizma se začne zanemarjanje ustaških zločinov. U Hrvatskoj se dogodilo nešto što se nije dogodilo nigdje u Europi. 45. godine su brojni fašisti i nacisti uspjeli pobjeći iz Europe, otići u Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku i tako dalje. Leta 1945 so številni fašisti in nacisti uspeli izbežati iz Evrope v Južno ali Severno Ameriko. A nikjer se ni zgodilo, da bi se ti ljudje ali njihovi neposredni potomci vrnili in postali pomembni politični ali vojaški akterji. Nihče od nacistov se ni vrnil v Nemčijo in prevzel oblast, nihče od fašistov ni v Italiji prevzel oblasti. Na Hrvaškem se je to zgodilo ravno konec 80. in v začetku 90. Mnogi so se vrnili in odigrali pomembno vlogo pri nastanku nove države. I uzeli važne uloge u političkom, ekonomskom ili u vojnom životu. Kako pocenjujete dogajanje med drugo svetovno vojno v Sloveniji? Nekaj specifike, domobransko gibanje ni bilo tako močno kot ustaško na Hrvaškem. Tudi po drugi svetovni vojni, naprimer, odnos komunističnega režima do katoliške cerkve je bil drugačen kot na Hrvaškem. Torej, so neke specifike. Da, mislim, specifično je prije svega to što Slovenija nije dobila nezavisnu državu. Posebnost je najprej v tem, da Slovenija ni dobila neodvisne države. Hrvaška je vsaj na papirju dobila neodvisnost, potem ko je bila Slovenija razdeljena med Italijane in Nemce. Partizansko gibanje se je v Sloveniji razlikovalo glede na to, ali je šlo za italijansko ali nemško okupacijsko območje. Nemci so bili veliko strožji pri kaznovanju vsakega poskusa upora, kar je vplivalo na razvoj gibanja. Kar je v Sloveniji najbolj zanimivo in česar ni bilo drugje po Jugoslaviji, pa je Osvobodilna fronta. Slovenci so pokazali, da je mogoče skupaj ustvariti širšo fronto, v kateri niso sodelovali le komunisti, čeprav so ti pozneje seveda prevzeli vodilno vlogo, in ki je vodila osvobodilno akcijo. Crkva je i u Sloveniji, katoliška crkva, naravno. Katoliška cerkev v Sloveniji je sodelovala z okupatorjem, predvsem z nemškim, čeprav na razne načine. Na Hrvaškem je to sodelovanje doseglo še višjo raven. Številni duhovniki niso le podpirali ustaškega režima, ampak so bili tudi člani ustaškega gibanja. Tolerirali so zločine in prisilna spreobračanja. V tem smislu je bil odnos do katoliške cerkve drugačen. A po drugi strani so se Osvobodilni fronti pridružili tudi krščanski socialisti in zanimivo, celo nekateri duhovniki so postali partizani. A onda kada su došle 90. onda ni crkvi nije bilo stalo da se govori o tome kako su neki njihovi svećenici podupirali narodnooslobodilačku borbu. Škoda je, da komunisti po letu 1945 niso želeli govoriti o tem, da so jih v Sloveniji in tudi na Hrvaškem podpirali tudi katoliški duhovniki. Ko pa so prišla 90. tudi cerkvi ni bilo v interesu, da bi se o tem govorilo. Posod po Evropi so ponosni na to, da so bili na strani antifašizma, pri nas pa je to slabo,
ker bi potem izpadlo, da so bili na strani komunistov. Dober je primer Istre, kjer so bili tako Slovenci kot Hrvati že pred drugo svetovno vojno izpostavljeni nasilni italijanizaciji. In v Istri so bili prav katoliški duhovniki nosilci boja za ohranitev hrvaške oziroma slovenske identitete, zato je bilo logično, da so se pridružili partizanom, saj se je pojavila oborožena sila, ki se je borila za rešitev slovenske in hrvaške narodne identitete. Da spasi slovenski in hrvatski nacionalni identitet. Profesor Kasič, smo res razčistili z vsem, kar se je potem dogajalo med in predvsem po drugi svetovni vojni, ko so torej oblast prevzeli Tito in komunisti. Se vam ne zdi, da si tudi mlajše in liberalnejše generacije nekako zatiskajo oči pred povojnimi poboji in da ne zmoremo človeško osmisliti odkritja novih grobišč, kot je bila pred leti naprimer Huda jama pri Laškem? Ponovit ću, ono što se događa u svibnju, lipnju 1945. godine su bile masovne egzekucije. Tisto, kar se je dogajalo maja in junija 1945, so bile množične usmrtitve. Zakaj je do njih prišlo, je druga tema. Pomembno je, da to omenimo. Komunisti po letu 1945 o teh zločinih niso govorili in zato tudi nismo vedeli za Hudo jamo, ne za Tezno, ne za Kočevski Rog, za takšna množična grobišča. Po drugi strani pozabljamo, da je šlo za kazen in maščevanje za to, kar so ustaši in domobranci počeli med letoma 1941 in 1945. Zdaj pa od 90-ih let naprej govorimo izključno o povojnih pobojih. Celoten obstoj ustaškega gibanja, domobrancev in četnikov se je skrčil na to trpljenje, kot da se pred tem ni zgodilo nič. Ne upoštevajo niti strahu nove oblasti v Jugoslaviji. Ta se je bala, da bi kolaboracionisti, in bilo jih je res veliko, v novih okoliščinah hladne vojne lahko postali dejavnik nestabilnosti, še posebej, če bi zahodni zavezniki napadli Jugoslavijo. Mi iz više razloga o tome danas ili šutimo ili to interpretiramo na pogrešan način. Dogajanje med in po drugi svetovni vojni iz več razlogov napačno interpretiramo ali pa ga celo zamolčimo. Mislim, da ima vsaka ubita oseba pravico do groba in pravico do spomina, a ne na način, da se na teh komemoracijah poveličuje režim, ki so ga branili in za katerega so se borili 4 leta. Ravno to se dogaja pri nas. V Pliberku se niso zbirali le svojci žrtev, da bi tam v tišini zmolili in izpostavili nesmisel vojne in pobijanja. Tam so se pojavljali ljudje v ustaških uniformah, z majicami, z Antejem Pavelićem, pekli so jagenjčke in peli ustaške pesmi. Ti ljudje niso razumeli, da so bili njihovi predniki na napačni strani. Da, bili so ubiti, zverinsko ubiti, a to ne pomeni, da so bili nedolžni ali na pravi strani vojne in zgodovine. Da, ubijeni su zvjerski, ali to ne znači da su oni bili nevini i da su bili na pravoj strani u ratu. So pa bili ubiti brez sodišč in med njimi su bili tudi civilisti, ne? Dakle, da, naravno, u tih prvih nekoliko tjedana nije bilo suđenja. Nekaj prvih tednov ni bilo sojen. Glede civilistov pa je stvar interpretacije. Pravih civilistov je bilo ubitih zelo malo. Večinoma so bili ubiti vojaki in sodelavci totalitarističnega režima. Kakšna je odgovornost župana Siska med letoma 1941 in 1945, ki je sestavljal sezname Srbov in Židov, ki so jih potem poslali v taborišče Jasenovac? Je on civilist? Bilo je veliko civilistov, ki so sodelovali z ustaši, z Nemci, Italijani, ki so izdali partizane, komuniste. Bili so civilisti, ki so bili uslužbenci policije, inšpektorji. So ti ljudje civilisti? Da, ker niso imeli uniforme, vendar to ne pomeni, da niso sodelovali z okupatorjem. Jesu li oni civili? Da, oni nisu u uniformi, ali da li to znači da oni nisu surađivali na strani neprijatelja tokom rata? To ne znači. Je sprava mogoča v takšnih okoliščinah, v takšni družbi, kot jo živimo zdaj, jo živite na Hrvaškem, tudi v Sloveniji, so ta vprašanja praktično pred vsakimi volitvami na dnevnem redu? Pa gledajte, mislim da biologija radi svoje. Poglejte, mislim da biologija opravi svoje. Če bi vprašali Anteja Starčevića, hrvaškega politika iz 19. stoletja, ali je mogoče, da bi bili Hrvati in Mađari prijatelji, bi rekel, da je to nemogoče. Vendar smo Hrvati in Mađari 800 let živeli v skupnosti, zdaj že 100 let nismo v isti državi, a vseeno nismo sovražniki. Danes so rane še vedno sveže in pri tistih generacijah, ki se vojne spominjajo, je to še posebej izrazito.
Vendar pa, če vprašate moje študente, rojene leta 2005, če ne prihajajo iz družin, kjer je nekdo padel ali ima kakšno travmo, potem ne vidijo nobenega problema. Srbe vidijo enako kot Slovence, Avstrijce ali Mađare. Vse bo prišlo na svoje mesto. Kao što Francuzi i Njemci su cijelu svoju povijest ratovali. Francozi in Nemci so se ves čas vojskovali. Prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, desetine milijonov Francozov in Nemcev je umrlo. Danes pa si nihče več ne more predstavljati vojne med Francozi in Nemci. A še enkrat pravim, ni treba, da na to gledamo skozi zgodbo o bratstvu in enotnosti ali velikem prijateljstvu. Dovolj je, da smo ljudje, da ne delimo zločinov, zločincev in žrtev na naše in vaše. S tem smo že veliko naredili. Dakle, da ne dijelimo zločine, zločince i žrtve na naše i njihove, već smo tu učinili puno. Evo, dakle, prva pjesma koju volim je evo nekako i aktualna, a to je pjesma od Bajage Rimljani. Za prvo pesem sem izbral Bajago in to komad z naslovom Rimljani. Bajagi že leta ponekod na Hrvaškem prepovedujejo koncerte. Tudi v mojem rojstnem Sisku so mu preprečili nastop. Napisao sam svojevremeno jednu kolumnu da sam u rat otišao 91. slušajući Bajagu. V neki kolumni sem napisal, da sem sam v vojno leta 1991 šel tako, da sem poslušal Bajago. Bajaga mi je pokazal na to, da se ne borim proti Srbom, ampak proti norcem. Da obstaja drugačna Srbija, ki jo predstavlja Bajaga. A u Rimljanima postoji stih koji kaže na kraju južna plemena ratnička stigla su ispod zidina, sve je više Barbara, sve je manje Rimljana. Dakle, nekad se stvarno osjećam kao da živim u svijetu u kojem je sve više Barbara, sve manje Rimljana. Žal se vse večkrat počutim, kot da v našem svetu živi vse več barbarov in vse manj Rimljanov. Južna plemena ratnička su stigla ispod zidina i sve je više Barbara, a sve je manje Rimljana. Polazim teška koraka, srcem trgujem ispod oblaka. Nedeljski gost na Valu 202 je Hrvoje Klasić, profesor za novejšo hrvaško in svetovno zgodovino na Filozofski fakulteti v Zagrebu, kjer se tudi pogovarjamo. Profesor Klasić, mineva 30 let od konca vojne, ob razpadu Jugoslavije. Tudi vi ste se kot mladenič v začetku 90-ih nekaj mesecev borili na strani hrvaških sil. Pa da, ja sam završio srednju školu, 4. razred gimnazije. I nekako, znate, taj zeitgeist vas povuče. Takrat sem končal 4. letnik gimnazije. In ta duh časa te potegne. Mlad si, imaš 18 let, vidiš, da se dogaja nekaj pomembnega, ne le politično, ampak tudi eksistencialno. Okoli tebe padajo granate, ljudje umirajo, čutil sem potrebo, da pri tem sodelujem. Ne zato, da bi se boril proti nekomu, ampak za nekaj, da bi na svoj način prispeval tudi k obrambi svoje družine, prijateljev in k ustvarjanju nove družbe. Pa i s jedne strane obrani svoje obitelji, svojih prijatelja, tako dalje, ali i stvaranju jednog novog društva. Kje ste se borili? Ja sam dakle iz Siska, tako da sam na tom području bio. Iz Siska sem, tako da sem bil dejaven na tistem območju. Zanimivo, da ste se tudi včlanili v stranko, verjetno ste eden redkih, ki ste član dveh največjih strank bili nekoč, naprej HDZ-a, potem pa SDP-a. Je to iz istih razlogov? Ne, ja uopće nisam bio u stvari član HDZ-a na način da ja nisam nikad bio ni na jednoj sastanku, ni na jednoj sjednici, nego... V bistvu sploh nisem bil član HDZ v pravem pomenu besede. Nikoli nisem bil na nobenem sestanku ali seji. Članstvo v HDZ je bil pogoj, da sem dobil uniformo in se lahko vključil v obrambo. Hodil sem še v šolo, ko so me starejši fantje iz soseske vprašali, ali bi sodeloval v določenih dejavnostih. Pa so rekli, da moram za dokaz lojalnosti formalno postati član HDZ. Plačal sem članarino za 2 meseca, a se nikoli nisem pojavil v nobeni pisarni. To je bilo dovolj, da sem lahko sodeloval. Ali moj ulazak v SDP je bio ideološki. Vstop v SDP pa je bil ideološki. Vedno sem bil in bom verjetno ostal socialist, natančneje socialdemokrat.
Borim se za pravično družbo, za socialno državo, za strpnost in mir. Moj angažma ni trajal dolgo, a sem bil nekaj časa predsednik mladih SDP Hrvaške, Ivica Račan je bil predsednik stranke, jaz pa mladinskega foruma. A sem že takrat ugotovil, da je politika zahteven in ekipni posel, jaz pa nisem ekipni igralec. Lažje mi je pisati kolumne, snimati serije, podcaste, kjer lahko sam izrazim, kar želim, kot pa biti del skupine, s katero nimam veliko skupnega. Gdje ja mogu sam reći što želim, nego da moram biti dio nekakve šire zajednice sa ljudima s kojima ne dijelim puno toga zajedničkog. Profesor Klasič, omenili ste tudi vaš odnos zgodovine kot osnovnošolcu, da vas je zanimala predvsem žoga, pa morda lahko, naprimer, slovenskim osnovnošolcem na kratko, v minuti, dveh, pojasnite, kaj se je dogajalo na Hrvaškem med letoma 90 in 95. Nek kratek oris vojne, ki se je končala potem z operacijo Nevihta leta 95. Kaj je bistvo? Pa u principu situacija počinje sa odlukom Slovenije i Hrvatske da ili će se Jugoslavija reformirati ili Jugoslavija na principu kako mi ju je zamišljala Milošević, odnosno Srbija, neće postojati. V bistvu se je vse začelo z odločitvijo Slovenije in Hrvaške, da se Jugoslavija bodisi reformira, bodisi razpusti, kajti Jugoslavija, kot jo je predstavljal Milošević, oziroma Srbija, ni bila več sprejemljiva. Ob demokratizaciji in ustanavljanju strank je Beograd odgovoril tako, da je srbsko prebivalstvo zunaj Srbije pozval naj se upre državam, v katerih so, in jim obljubil podporo. To se je zgodilo na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, podobno v Črni Gori. I u principu mi imamo pobunu srpskog stanovništva koje kaže mi hoćemo ostati u Hrvatskoj ako je Hrvatska u Jugoslaviji, ali ako se Hrvatska hoće odcijepiti i mi se hoćemo odcijepiti. Imeli smo torej upor srpskega prebivalstva, ki je reklo, ostajamo v Hrvaški, če je Hrvaška v Jugoslaviji, sicer pa se bomo odcepili. Sledil je hrvaški odpor in hkrati podpora Beograda z orožjem, hrano, z vsem. Velik del hrvaškega ozemlja je bil okupiran in razglašen za Republiko Srpska krajina. Okoli Knina, zaledja Dalmacije, seveda je srbskim separatistom pomagala tudi Jugoslovanska ljudska armada. Hrvaška vojska je s časoma rasla in po 5 letih se je ravnotežje močno spremenilo, kar je pripeljalo do končne zmage s poletno operacijo Nevihta leta 1995. Večina srbskega prebivalstva je zapustila to območje še pred prihodom hrvaške vojske in policije. Nekateri, večinoma starejši, ki so ostali v Liki, na Baniji, Kordonu, so jih hrvaške sile nažalost pobile, številne hiše so bile požgane. To je temna lisa te sicer osvobodilne operacije. Tako da to je jedna crna fleka na toj akciji koja je bila oslobodilačka. Koliko distance že lahko vzpostavi hrvaška družba do dogajanja, ki ste ga opisali, tudi tega sklepnega dela? Smo namreč tik pred 30-letnico vojaške operacije Oloja oziroma Nevihta, s kateri je bilo torej Hrvaški vrnjenega veliko ozemlja. Kako pravzaprav razčistiti z nevedno bleščečo preteklostjo? Nažalost, hrvatsko društvo ne pokazuje zrelost i vrlo često se u stvari ponaša slično onome koje smo kritizirali, a to je komunističko. Tako kot komunisti niso priznavali svojih zločinov, temveč le slavili zmage, tudi hrvaška družba priznava le zmage in zanika lastne zločine. Niti znanstveno niso bili dovolj obdelani zločini nad Srbi, niti pravno. Ni bilo odškodnin, kazni za storilce. S časoma vse skupaj postaja manj pomembno, saj Srbi danes predstavljajo le še 3% prebivalstva, pred vojno pa so jih 12 do 13%. O tem se še govori, posebej ob obletnicah operacije Nevihta, a sodstvo ne deluje tako, da bi pokazalo, da se enako obravnava srpske in hrvaške državljane. Da se na jednak način odnosi prema građanima srpske nacionalnosti i hrvatske nacionalnosti koji su i jedni i drugi građani Hrvatske. Na drugi strani pa tudi v Srbiji neumorno vztrajajo pri svojih zgodovinskih resnicah. Tam vojni zločinci in ultranacionalisti so še naprej priljubljeni, imajo ugled v družbi, pojavljajo se v medijih, še vedno je Mladić heroj, Šešelj nastopa v takšnih in drugačnih formatih. Najnazadnje tudi Vučićeva vloga med vojno nedotakljiva. Dakle, Srbija je u katastrofalnom stanju društvenom, u svakom pogledu. Srbija je v katastrofalnem družbenem stanju.
najmanj je napredovala oziroma se sploh odmaknila od vzorcev režima v 90-ih. Velja tako za Srbe v Srbiji, kot za Srbe v Bosni in Hercegovini. Poglejte politiko. Srbija je edina država v Evropi, kjer je praktično v vseh mestih na oblasti ista stranka. Mediji so pod popolnim nadzorom predsednika Vučića, narativ o preteklosti se še vedno zlorablja za politične cilje, Srbi so še vedno žrtve, nikoli storilci, bombardirani so bili brez razloga, izgubili so Kosovo brez razloga, prepričani so, da so bili brez razloga izgnani iz Hrvaške, iz Sarajeva. To najbolj škoduje prebivalcem Srbije. Zadnjega pol leta lahko na protestih vidimo, kako so ljudje nezadovoljni z življenjem v Srbiji. Nisem optimist. Ne verjamem, da bo v kratkem zares prišlo do preobrata. V Srbiji so vojni zločinci na nek način še vedno zvezdniki. Tudi Aleksandar Vučić se nikoli ni odrekel svojih spornih izjav. Tamo su ljudi koji su i ratni zločinci, su celebrity, pojavljuju se po televiziji, pa između ostalog i sam Aleksandar Vučić je 90. godina imao izjave kojih se nikada nije odrekao. O tome da dijelovi Hrvatske nikad neće biti hrvatski, nego će biti dio Velike Srbije, do onih izjava prema muslimanima i tako dalje, i tako dalje. Ne krivim izključno Vučića. Seveda so ljudje prestrašeni, izsiljevani, a mislim, da velik, morda prevelik del srbskega prebivalstva si želi prav takšno Srbijo. Če bi jih svobodno vprašali, ali želijo biti del Evropske unije ali Putinove Rusije, bi se marsikdo raje odločil za Rusijo, simbol nedemokratične družbe. Študenti so pokazali, da obstaja tudi druga Srbija, čeprav ne vemo, kako močna je. Na zadnjih lokalnih volitvah so liste, ki so jih podprli študentje, dosegle dobre rezultate. A Vučić je vseeno zmagal. Ko mi kdo reče, da je medijsko blokiran, v letu 2025 ne moreš biti blokiran, razen če si v Severni Koreji. Vsak lahko izbere N1 ali Pink. Če gledaš samo Pink, si sporočil, v kakšni družbi želiš živeti. Svako danas ima pravo izbora da ode ili na N1 ili na Pink i Informer. Ako ti želiš gledati samo Pink, onda si ti poslao poruku u kakvom društvu želiš živjeti. Je vse skupaj na področju nekdanje Jugoslavije tudi na nek način posledica Daytona, ne? Pravzaprav ni jasno po tem sporazumu, kdo je zmagovalec, kdo poraženec. Po drugi svetovni vojni je bilo jasno, ne? Bolj ali manj. Imamo zdaj po Daytonu na nek način nek nepošteni mir, ki si ga vsak lahko interpretira po svoje. Da, opet se ponašamo prema Daytonu kao da se on jučer odigrao. Dakle, onda kada se odigrao bio je jedini moguć. Jedino moguće je bilo tako. Dakle, zaustaviti rat je bilo moguće tada tako. Takrat je bil Dayton edina možna rešitev. Edino tako je bilo mogoče ustaviti vojno. A to ne pomeni, da bi morali tisto, kar je bilo dogovorjeno, uklesati v kamen in nikoli več spreminjati. Bosna in Hercegovina se je žal izkazala za nefunkcionalno državo. Enaki problemi, kot so obstajali pred 30 leti, obstajajo še danes. Tako v odnosih med entitetami, kot med tremi narodi. Sprejemam, da se je Bosna in Hercegovina odločila biti skupnost enakopravnih narodov, ampak sam si želim živeti v družbi enakopravnih državljanov, ne narodov. Ko začneš vse gledati skozi nacionalni ključ, si že na poti v propad. A to je njihova odločitev in kaže se kot slaba, saj polovica države v bistvu noče živeti v tej državi. Ne priznava zakonov, ne praznikov. Večina mladih Srbov iz Republike Srpske ne reče, da so iz Bosne in Hercegovine, ampak iz Republike Srpske. Sarajevo ni njihovo glavno mesto, temveč je to Banja Luka. Ko igra nogometna reprezentanca Bosne, ne navijajo zanjo. Preveč ljudi ne bi imelo nič proti, če bi država razpadla. To pa ni ravno dober temelj za prihodnost. U Bosni i Hercegovini danas postoji previše onih koji ne bi imali ništa protiv da se Bosna raspadne. A to nije baš neki dobar temelj za uspjeh. S kolegom smo bila nekaj tednov pred 30. obletnico genocida v nesrečni Srebrenici. Človek ima tam res občutek, da je prišel v mesto duhov, veliko hiš je praznih, vzdušje je slabo. Seveda se čuti ta napetost med srbsko večino in bošnjaško manjšino. Kako vi kot zgodovinar vidite dogajanje v Srebrenici? Do genocida je prišlo navkljub prisotnosti Združenih narodov, modrih čelad.
meni je žao što se cijela priča svodi na definiciju je li to genocid ili nije genocid. Žal mi je, da se je vse skupaj skoncentriralo samo na definicijo, ali je šlo ali ni šlo za genocid. V Srbiji se ta razprava zlorablja samo zato, da se izogne jasnemu priznanju, kaj se je zgodilo. Srbi iz Bosne in Hercegovine so skupaj s podporo iz Srbije zagrešili množični zločin nad neoboroženimi ljudmi. Imenujte to, kakor želite, a če nočete reči genocid, vsaj priznajte, da je šlo za množično usmrtitev in da obstajajo storilci, ki bi morali odgovarjati. Ko bi to izrekli, bi dosegli velik učinek. Barem to kad biste rekli, kad biste to prihvatili, onda bi to već bio veliki poticaj. Međutim, evo pogledajte, dakle, najbolji film o tom događaju, Quo Vadis Aida, u principu nikad nije prikazan u Srbiji na televiziji. Najboljši film o Srebrenici, Quo Vadis Aida, ni bil nikoli predvajan na srbski televiziji. Ne gre le za besedo genocid. V Srbiji si zatiskajo oči celo pred filmskim prikazom tragičnih dogodkov, ki so nesporni. Zato se vse te razprave zdijo prazne, medtem ko množični poboji postajajo neobravnavani. Zavaravanje, da se ne bi moralo reči pravu istinu. Ampak podobno se zdaj dogaja v primeru Gaze. Politiki, diplomati, uradne osebe spet celo debato nekako vodijo v tej smeri. Je genocid, ni genocid, to mora sodišče določiti, medtem pa se dogajajo masovna ubijanja in marsikdo pogleda stran. Da, mislim, pri čemu je ovdje ipak politička situacija bitno drugačija danas kad govorimo o Izraelu i o Gazi. Danes je politična situacija sicer drugačna, a kar izraelska vojska trenutno počne, je sistematično pobijanje civilnega prebivalstva pod pretvezo obračuna s Hamasom. Kar je delno res, a tudi številni Palestinci bi najbrž želeli, da se isto zgodi Židom v Izraelu. To vedo tudi Izraelci in njihovi podporniki. Najbolj me motijo dvojna merila Evrope in Združenih držav. Seveda Hamas izkorišča civiliste kot ščit, skriva se za njimi, namesto da bi se neposredno spopadal z izraelsko vojsko, kar je strahopetno. A to ne opravičuje izraelskih napadov na civiliste. Pustimo definicije in termine, samo zaustavite vojno. Samo zaustavite rat, da dođe do mira i da ne ginu djeca, da ne ginu žene. Profesor Klasič, obstajajo pa tudi primeri zmanjševanja tako imenovane etnične distance, ko se razpoke miru med različnimi narodnostmi in virami uspešno krpajo, predvsem z nekimi skupnimi cilji, naprimer z bojem za pitno vodo, za ohranitev narave, popotresno obnovo. S kolegom sva bila pred kratkim recimo v Petrini, tam morda ni tako očitno kot je recimo v eni vasi Balvine v Republiki Srpski, kjer sobivajo Bošnjaki in Srbi in tudi med vojno ni bilo prelite niti kaplje krvi. Kaj lahko pravzaprav še poveže ljudi s težkimi zgodovinskimi zgodbami na teh pokonfliktnih območjih? Kako bi morali ukrepati pametni voditelji? Prije svega, ja krenem uvijek sa svojim studentima na ovaj način. Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Slovenci, na ovim prostorima gdje smo danas živimo posljednjih, recimo, 1200 godina. Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Slovenci, na teh območjih živimo že okoli 1200 let. V teh dolgih letih so se Hrvati in Srbi med seboj spopadli le v drugi svetovni vojni in v 90-ih letih. Torej 8 let vojne v 1200 letih, pa še takrat se niso vsi borili drug proti drugemu. Nasprotno, recimo v partizanih so se mnogi Hrvati in Srbi družno borili proti okupatorju. A ostalih, dakle, 1394 godine ili 1390 godina smo surađivali, pomagali jednima drugima u selima graditi kuće, išli na rođendane, ženili se, slušali istu glazbu, igrali nogomet zajedno, veselili se, kumovi bili. V preostalih dobrih 1000 letih smo skupaj gradili hiše, hodili na rojstne dneve, se poročali, poslušali isto glasbo, igrali nogomet, bili smo si botri. Torej, praksa sobivanja, prijateljstva in sodelovanja je veliko daljša in trdnejša od vojne. Zakaj se sploh vračamo k nacionalizmu? V resnici je vojna izjema. In vedno, ko pride do naravnih nesreč, potresov, poplav, si med seboj pomagamo. To ni izjema, to je pravilo. Nacionalisti pa želijo to obrniti. Vojno želijo prikazati kot pravilo, vendar je resnica nasprotna. A mi nacionalisti žele prikazati kao pravilo, a nije, u stvari suprotno. Jedan od tipova humora i serija i ekipa koju najviše volim je Monty Python.
Humor, ki ga imam najraje, je iz serije Monty Python, zato sem kot drugo izbral pesem Always Look on the Bright Side of Life. Brianovo življenje je eden mojih najljubših filmov zaradi sarkastičnega pristopa do življenja in religije. Gre za alternativno zgodovino, zaradi optimizma mi je všeč ta Monty Pythonova glasbena klasika. Tudi ko si razpet na križu, razmišljaj pozitivno. Mislim si, dakle, ko sam ja da razmišljam negativno kad su oni na križevima pjevali tako jednu pozitivnu pjesmu. Always look on the light side of life. Nedeljski gost na Valu 202 je hrvaški zgodovinar Hrvoje Klasić, ki zelo angažirano komentira tudi številna aktualna dogajanja v družbi in jih postavlja v zgodovinski in tudi aktualni kontekst. Profesor Klasić to poletje zaznamuje tudi glasbenik Marko Perković Thompson, ki je na zagrebški hipodrom na veliki koncert privabil neverjetnih 500 000 ljudi. Kako je mogoče, da zaradi svojih nacionalističnih, da ne rečemo proustaških stališč, sporni pevec leta 2025 zbere 500 000 Hrvatic in Hrvatov? Kako razumeti ta fenomen? S jedne strane, mislim da velika većina onih koji idu slušati Thompsona ili koji ga slušaju, njega ne doživljavaju kao proustaškog nekakvog čovjeka. Po mojem mnenju, velika večina tistih, ki poslušajo Thompsona, njega ne dojema kot proustaškega človeka, temveč kot patriota. Seveda obstajajo tudi skrajno desni posamezniki, ampak če bi bilo 500 000 ljudi res skrajna desnica, bi bila ta v Hrvaški močnejša od AfD, v Nemčiji ali Marine Le Pen v Franciji. Po nekaterih podatkih je bilo več kot 60% vstopnic kupljenih v Zagrebu, torej okoli 300 000 ljudi. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je na zadnjih volitvah zmagal s 140 000 glasovi. Če bi se to preneslo na politično prizorišče, bi desnica vladala Zagrebu, pa ne. Gre za neko vrsto shizofrenije. Mnogi, ki poslušajo Thompsona 5. julija, vse preostale dni poslušajo srbski turbofolk in srbske pevce, ter nimajo nič proti njim. Mladi so danes veliko manj izključujoči. Zanje je vse sprejemljivo. Podoben primer so študenti v Srbiji, ki govorijo o demokratizaciji in novi Srbiji, a nosijo majice z Dražom Mihajlovićem, četniške kape, pojejo nacionalistične pesmi. So ti mladi Srbi četniki, ki bi klali Hrvate in muslimane? Ne bi. Sad, jesu li oni četnici? Bili oni klali muslimane i Hrvate? Ne bi. Ali oni su, dakle, imaju potpuno jedan drugačiji odnos prema prošlosti nego što ga imamo mi. Mislim, da gre tudi za učinek prepovedanega sadeža. Ker se o Thompsonu govori kot o nečem prepovedanem, je še bolj privlačen. Seveda obstajajo tudi tisti, ki podpirajo njegov nacionalizem, vendar je treba reči, da je Thompson v zadnjih 20 letih precej previdnejši. V 90 letih je javno izražal izrazito proustaška stališča, a ko so mu v tujini začeli prepovedovati koncerte, je s tem nehal. Od takrat ga ne boste slišali, da bi neposredno hvalil ustaše. I vi u stvari u zadnjih 20 godina nećete čuti od njega da on hvali ustaše. Kot ste že omenili, Hrvati pa tudi obožujejo nekatere srbske izvajalce in izvajalke. Starejša generacija Lepa Breno, Aleksandra Prijović je tudi napolnila areno in to ne enkrat, mislim, da 7-krat, 8-krat. To pa je, kot ste že omenili, nek obraten šizofreni fenomen, ali pač ne? Pa da, ali znate ne samo da će otići na to, nego će otići, velik dio tih ljudi će otići na zabranjeno pušenje, otići će i na hladno pivo, otići će i na bajagu. Dakle, da, in to ni le to. Ti isti ljudje gredo tudi na zabranjeno pušenje, hladno pivo, bajago. Vjerojatno bi otišli na neke slovenske bendove dobre kad bi ih bilo, šalim se. Verjetno bi šli tudi na koncert kakšnega slovenskega benda, če bi seveda bil dober. Šalim se. Gre morda bolj za vprašanje za sociologe, morda celo psihologe ali psihiatre. Včasih, ko sem bil mlajši, se je vedelo, kdo je punker, kdo metalec, kdo rocker, in ni bilo mogoče, da bi punker šel na metalski koncert. Danes tega ni več. Mladi danes lahko v eni sami noči poslušajo AC/DC, Thompsona in Aleksandro Prijović. Brez problema. Mogu biti sve. Mogu u istoj večeri mogu slušati AC/DC, Thompsona ili Aleksandru Prijović i Lepo Brenu. Lahko se Borna Mislav na ulici tukaj pod oknem pozdravi, da brate, gdje si, ker je to pač srpski trap. Tako je, dakle, ovdje su srpski filmovi, srpske serije, srpski sleng je nešto što je onako poželjno, zanimljivo. Srpski filmi, srpske serije, srpski sleng, vse to je mladim in neobremenjenim v Zagrebu in tudi drugje na Hrvaškem zanimivo.
Upal bi si reči, da večina oboževalcev Thompsona ne čuti posebnega sovraštva do Srbov. Po drugi strani pa so mladi danes izredno pasivni, ko gre za neposredno družbeno in politično kritiko. Spomnim se množičnih študentskih protestov v Sloveniji in pa tudi na Hrvaškem, recimo za konec vojne v Ukrajini ali Palestini. Ne? Spominjamo se, proti Vietnamu je bilo celo gibanje. Kam je izginil ta duh uporniškega leta 1968, ki ste se mu tudi vi raziskovalno veliko posvečali na začetku karijere? Pa ja bih rekao da ovo što se događa u Srbiji u stvari demantira to. Mislim, da protestniško dogajanje v Srbiji v zadnjih mesecih pravzaprav zanika to vašo tezo. Mladi študenti so pokazali, da znajo biti solidarni, empatični, organizirani in da jih ne zanimajo samo mobiteli in resničnostni šovi. V primerjavi z 60 leti danes mladi bolj reagirajo na lastne težave, včasih je bilo več boja za pravičnost v širši družbi, danes se zdi, da je tega manj. Moji študenti pravijo, da živijo dovolj dobro, da se jim ni treba upirati. Ali znate kako, mislim, vjerojatno ja sam pitao svoje studente, oni kažu da žive dovoljno dobro da se ne moraju buniti. Profesor Krasič, kakšen je vaš odnos s študenti v predavalnici, kako jih motivirate? Pa dobro, to je danas poprilično teško jer njihova koncentracija traje sve kraće, a nastavni sat je i dalje kod nas blok sat 90 minuta, što mislim da Severina i Thompson dođu predavati zajedno, ne znam ko bi to izdržao 90 minuta. Koncentracija študentov ne traja več kot nekaj minut. Predavanje pa ob dvojni uri še vedno traja 90 minut. Koncentracijo v predavalnico bi težko vzdrževal celo tandem Severina Thompson. Danes morajo biti predavanja skoraj da šov, z veliko slikami, inserti, pogovorom. Mladi razpravljajo, le da niso vajeni, da se jih vpraša po mnenju in da imajo pravico do njega. Sigurno nije jednostavno, niti nama, niti njima. Koliko in kako jih zanima zgodovina v času, ko ima vsak svoje mnenje o vsem? Pa znate kako, moji studenti baš nisu mjerodavni jer su došli studirati povijest, dakle oni vole povijest. Moji študenti niso merodajni, študirajo zgodovino, torej jih to zanima. A mnogi bežijo od najnovejše zgodovine, se vidijo, da ta vodi v polarizacijo in potencijalni konflikt. Raje se ukvarjajo s srednjim ali novim vekom. Što se tiče ovoga, što često citiram mog prijatelja Milu Kekina koji je rekao, dakle na ovim prostorima ljudi kad nemaju pojma imaju stav. Rad citiram prijatelja, glazbenika Mileta Kekina, ki pogosto pravi, da na teh prostorih ljudje nimajo pojma, imajo pa stališča. Moji študenti se zavedajo, kako težko je razpravljati z ljudmi, ki ignorirajo dejstva in argumente. Spomnite se samo obdobja pandemije, na koncu so vsi imeli svoje mnenje in stališče, nihče pa ni vedel, kaj se v resnici dogaja. Pogosto je, ko pridemo do migrantov, pravice do splava, tudi do pravic istospolnih. Vsi imajo mnenje, a redko kdo prebere kakšen strokoven članek. Svi znaju i imaju svoje mišljenja bez da su pročitali jedan nekakav naučni rad o tome. Seveda so ključni argumenti, ne? Ampak najbrž tudi študenti lahko razmišljajo o zgodovini drugače kot vi. Naprimer študent zgodovine, ki mu je v vojni umrl oče, je verjetno težko objektiven in kritičen do svoje strani. Da, mislim, i tu treba pristupiti bitno drugačije. Dakle, v teh primerih moramo pristopati občutljivo. Ne moreš mu reči, da je bil njegov oče zločinec. Tukaj se pokaže, da moramo kot predavatelji obvladati tudi psihologijo. Nagovarjati študente ni isto kot širšo javnost ali ljudi, ki se s teboj ne strinjajo. Negdje, da naučimo ponešto tu jednu interdisciplinarnost. Svojim odprtim pristopom in javnim nastopanjem se seveda tudi tarča kritik. Vam še grozijo? Pa da, evo mislim čak i ovdje recimo imam negdje bi mogao sad naći pisma koja su recimo prijeteća, ja dobivam često prijeteća pisma. Dobivam grozilna pisma in grožnje s smrtjo. Velikokrat sem bil na policiji, radi me obsujejo tudi na ulici, v restauraciji. Imam neugodnih situacija i na ulici, u restoranima i tako dalje, ali s druge strane ima i jako puno podrške. Ampak po drugi strani imam tudi veliko podpore. Ljudje, ki te podpirajo, se sicer bolj redko oglasijo. Pred kratkim sem parkiral v Zagrebu in mimo je pripeljal velik terenec. Voznik je bil Mirko Filipović, krokop, športnik, ki se ukvarja z borilnimi veščinami. Ustavil je avto, odprl okno in rekel, čeprav vidi. Izstopil je, me pozdravil
in mi izrekel vso podporo. Podpora torej prihaja iz vseh strani. Što bi rekli moji snimatelji, veli ti si u Sarajevu ko Zdravko Čolić. V Sarajevu in Beogradu me ljudje ustavljajo za selfije. Kamermani, s katerimi snemamo dokumentarce, se šalijo, da sem kot Zdravko Čolić. Deležen sem vsega, ni pa mi čisto jasno, zakaj lahko odnos do preteklosti zbudi toliko čustev. Da toliko agresije izaziva, ali evo, ja na vlastitom primjeru mogu reći izaziva. Profesor, kakšen zgodovinski čas živimo? Zdi se, da prelomen, ampak tako se najbrž zdelo vsem generacijam v preteklosti. Kako nas bodo morda bolj objektivno čez 50 let sodili, na primer, vaši letošnji bruci na zgodovini? Pa ja mislim da živimo nakon dugo vremena u najneizvjesnijim vremenima. Ja mislim da sa dolaskom Donalda Trumpa više ništa nije isto. Mislim da smo po dolgem času v najbolj negotovem obdobju. Z Donaldom Trumpom se je marsikaj spremenilo. Kombinacija Trumpa, Putina, Kitajske pa Netanjahu, Orban, Erdogan. Svet ni več predvidljiv. Svet ni več varen. Z Bushem kot ameriškim predsednikom je bilo moč predvideti, kaj se bo zgodilo. Obame in Busha si nisem mogel zamišljati kot diktatorja. Trumpa si zlahka. Imam občutek, da Trump vsako jutro pomisli, kaj narediti popolnoma nasprotno kot dan prej. Prvič se bojim, da je vse mogoče, tudi velik svetovni konflikt. Morda pa vendarle doživimo streznitev in se bomo zavedli, kako pomemben je mir. I da shvatimo koliko su u stvari mir i nekakvo suživot, koliko su bitni. Zakaj je vredno tudi v takšnih časih ostati optimist? Kot zgodovinar imate vpogled večkrat v slabe, pa tudi dobre vidike zgodovine in tudi, kot ste zdaj povedali, v kar zaskrbljujočo sedanjost, ampak nek optimizem najbrž moramo obdržati. Apsolutno, ja sam uvijek optimist. Vedno sem optimist. V Nemčiji in Franciji je že slabo kazalo, a volivci so skrajno desnico vseeno ustavili. Verjamem, da bosta Trump in Putin streznila Evropo, ki bomo naredili odpornejšo in še boljšo za življenje. Verjamem, da bo na koncu prevladal razum. Evropska unija je največji politični, varnostni in gospodarski projekt v zgodovini človeštva. Držati se ga moramo, ga reformirati in ne zavreči. Imamo možnost živeti najboljše na svetu. Dakle, znate, puno putujem po svijetu i shvatio sam jednu stvar, da se napredak društva ne gleda po glavnim gradovima, nego po provinciji. Veliko potujem po svetu. Ugotavljam, da se napredek države ne meri po glavnih mestih, temveč po provincah. Ko grem v slovenske vasi, vidim urejenost, občutek skupnosti. Že na Hrvaškem je drugače. Nekatere vasi so čudovite, mnoge še vedno neurejene. Ko pa gremo v Bosno ali Srbijo, no tam je veliko huje. Ne gre samo za videz. Pomembna je pravna država, da lahko zmagate na sodišču, tudi če ste šibkejši. V nekem intervjuju sem rekel, da če z hrvaške perspektive pogledam proti Sloveniji, vidim, koliko smo še zaostali. Ko pa pogledam proti Srbiji, vidim, koliko smo napredovali. Včasih se malo pošalim in Srbom rečem, da če lahko Hrvati živijo bolje, lahko tudi vi. Ja to obično Srbima kažem kao poticaj, jer ja njima kažem malo autoironično, kažem, gledajte, ako Hrvati mogu živjeti bolje, onda možete i vi, onda svi mogu živjeti. Začeli smo s Titom, pa še končajmo z njim, malo za šalo, malo za res. Pevec legendarne sarajevske zasedbe Sejo Sekson, Davor Sučić, v originalu, je pri vas diplomiral, in to s tezo Crko Maršal. Da, Sejo je ovdje studirao, dakle Davor Sučić, dakle Sejo Sekson je Hrvat iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, koji je poznat pod umjetničkim imenom Sejo Sekson, dakle lider zabranjenog pušenja. Pevec zabranjenega pušenja je na Zagrebški fakulteti študiral zgodovino kot Davor Sučić. Predlagal sem mu, da v diplomskem delu obravnava subkulturo v Bosni in Hercegovini in Jugoslaviji v 80-ih letih, ko je bilo dogajanje družbeni ventil in dejavnik demokratizacije. Naslov njegove diplome aludira na resnično zgodbo, ko so zabranjeno pušenje leta 1984 med koncertom na Reki vzkliknili Crko Maršal. Crknil je maršal, s čimer so mislili na ojačevalec, ampak seveda so namigovali tudi na Tita. Ta afera, dakle to je iz 84. godine u Rijeci, kada su oni na jednom koncertu šaljivo izjavili Crko Maršal misleći na pojačalo, a u stvari aludirajući na Tita. Druga pjesma koju bi rekao je od zabranjenog pušenja,
U stvari je ona od Elvisa J. Kurtovića, ali ju je prepjevalo i zabrano pušenje, zove se Haile Selassie, car Afrike i Azije. I uz nju imam jednu zanimljivu priču. Naime, Izbral sem še pesem z naslovom Haile Selassie, ki jo izvajajo prav zabranjeno pušenje. Ta komad sem rad vključeval v svoja predavanja, potem pa mi je nekdo rekel, da je prišel na našo fakulteto študirati avtor tega komada. Ustrašil sem se, da bodo težave zaradi avtorskih pravic. Nalepil sem obvestilo, če se lahko profesor Klasiču javi študent Davor Sučić. Poznaje mi Sejo, s katerim sva postala prijatelja, pove, kako ga je zaskrbelo, ko so mu prijatelji poslali sporočilo, da ga išče profesor. On pa je bil takrat ravno na koncertu s pušenjem. Morilo ga je, kaj je že lahko naredil narobe, ko pravzaprav sploh še ni začel študirati. On čeka, ja velim, znate, mene zanimaju autorska prava, ja smijem, a on me gleda i kasnije mi priča, i u sebi si mislim, ja umro od straha, a on mene pita za autorska prava, za pjesmu. Haile Selassie, car Afrike i Azije. Haile, Haile, Haile Selassie, Haile Selassie, car Afrike i Azije. Haile, Haile, Haile Selassie. Profesor Hrvoje Klasič, hvala, da ste bili nedeljski gost na Valu 202. Hvala vama. Nedeljski gost na Valu 202 je bil hrvaški profesor zgodovine Hrvoje Klasič, s katerim sva se na Filozofski fakulteti v Zagrebu pogovarjala Gašper Andrinek in Luka Hvalc. Prevode je bral Matej Rus. Intervju s profesorjem Klasičem je tudi sklepni del raziskovalne serije Razpoke miru, posvečene 30. obletnici konca vojne na območju nekdanje Jugoslavije. 8 epizod iz Srebrenice, Tuzle, reke Une, Petrinje, Sarajeva, Prijedora in Balvin najdete v podcastu Zgodbe, na katerega se lahko naročite v vseh ustreznih aplikacijah.